Danes je vlada sprejela dve pomembni odločitvi, ki bosta zanesljivo prispevali k učinkovitejšem pregonu zlasti gospodarskih in korupcijskih kaznivih dejanj. Prva odločitev je sistemske narave, ker je vlada določila nov normativni okvir za delovanje državnega tožilstva in državnih tožilcev znotraj te institucije. Ta zakon prinaša nekaj pomembnih dodanih vrednosti. Prvič, odmika politiko od kadrovanja v tožilstvu, tako da po novem generalnega državnega tožilca ne bo več predlagala vlada, pač pa državno-tožilski svet. Da po novem vodje državnih tožilstev ne bo več imenoval minister, ampak državno-tožilski svet. Da bo minister do določene mere omejen s svojimi sedanjimi pristojnostmi tudi pri imenovanju posameznih državnih tožilcev. Druga pomembna novost se nanaša na institucionalne kapacitete tožilstva. Te se občutno povečujejo, zlasti na tem področju, kjer je potreba največja. In to je pregon gospodarskega kriminala, zahtevnih oblik gospodarskega kriminala. S tem zakonom bo vzpostavljeno novo specializirano 12. tožilstvo, ki bo imelo, za razliko od danes, ko v skupini državnih tožilcev dela samo 6 tožilcev, po novem 21 tožilcev. Torej, bistveno bomo okrepili kadrovske kapacitete, pa tudi sicer sistem delovanja tega tožilstva, kajti osnovna podlaga za delo tega tožilstva bo timsko delo. Timsko delo ne samo znotraj tožilstva, ampak tudi interdisciplinarno. Pomembne novosti v novem zakonu se nanašajo na politiko pregona. Slovenija je doslej ni imela, tudi ne na tak formalen način, kot je predvideno v zakonu. Določajo bo generalni državni tožilec po predhodnem mnenju državno-tožilskega sveta. To pa pomeni, da bomo dobili zelo natančne in transparentne kriterije za odločitev o tem, katere zadeve so prioritetne, v kakšnih rokih se rešujejo, v katerih primerih se vlagajo pritožbe, kakšne kazni bodo tožilci predlagali v kazenskih postopkih in tako dalje. Na ta način računamo, da se bo lahko še več obstoječih kapacitet tožilstva namenilo tistemu, kar je res pomembno, ko gre za pregon. In po drugi strani, da bodo manj pomembna kazniva dejanja lahko pogosteje, kot je to danes, obravnavana v alternativnih postopkih, da bodo obravnavana v postopkih pogajanj med tožilstvom in obrambo, ki jih bo prinesla novela zakona o kazenskem postopku in tako dalje. Posebej pomembno je to, da zakon zelo utrjuje samostojnost vsakega slovenskega tožilca pri odločanju v konkretnih zadevah, ki so mu dodeljene v delo. Vodja tožilstva mu bo lahko oduzel zadevo in predodelil drugače kot doslej, samo po zelo izdelanem postopku, ki je transparenten, ki je pismen, ki je evidentiran, skratka, da ne bo več prihajalo do vtisa, kot da se tu uporabljajo kakšni drugi premisleki izven okvira tistih, ki jih določa zakon. Tožilci bodo dobili tudi posebno pravno sredstvo, s katerim bodo lahko zavarovali svojo samostojnost in neodvisnost, to je pritožba na državno-tožilski svet. To so samo nekatere od številnih novosti, ki jih prinaša zakon. Zakon je zelo obsežen. Obsežen je zato, ker za razliko od sodniškega zakona o sodniški službi in o sodiščih se v tem zakonu zajema celotna materija, torej organizacijska in tista, ki se nanaša na status tožilcev. Druga pomembna odločitev vlade pa je, da je danes soglasno sklenila, da za novega generalnega državnega tožilca Državnemu zboru predlaga v imenovanje dr. Zvonka Fišerja. Znano je, da je že pred časom bil začet ta kandidacijski postopek, ki pa je potem zastal zaradi odločanja o pritožbe enega od kandidatov, ki sicer ni tožilec. Ta njegova pravna sredstva so bila obravnavana na upravnem sodišču, pa potem še na vrhovnem sodišču. Njegova tožba je bila pravnomočno zavržena, Ministrstvo za pravosodje je bilo o tem obveščeno
in na osnovi tega so bili izpolnjeni procesni pogoji, da se s tem postopkom nadaljuje. Edini kandidat, ki izpolnjuje formalne pogoje za imenovanje, je torej bil dr. Zvonko Fišer. Vlada pa je danes odločila, da ne le, da izpolnjuje formalne pogoje, ampak da je tudi sicer zelo primeren kandidat za vodenje Vrhovnega državnega tožilstva, predvsem zato, ker gre za tožilca z dolgoletnimi izkušnjami, ki je med drugim tudi že vodil tožilsko organizacijo na prvi stopnji, ki je med drugim v svoji karieri bil ustavni sodnik do pred 3 leti, ko je zaključil to kariero in potem postal vrhovni državni tožilec. In ki je, poleg vsega tega, da ima izjemne praktične izkušnje na področju pregona storilcev kaznivih dejanj, tudi pravni teoretik, ker je izredni profesor kazenskega, procesnega in materialnega prava na Ljubljanski pravni fakulteti. Skratka, pravi človek v pravem času, ko tožilstvo potrebuje nov zagon, zlasti, kot sem rekel, na področju pregona gospodarskega, pa tudi nekaterih oblik zahtevnejšega organiziranega kriminala. Hvala, minister. To je, sicer ne dodam samo en stavek, že 3. od 5 zakonov iz seznama prioritet, ki jih ima na novem semaforju vlade minister Zalar. Ja, tako je. Tako da pohvale za to. Vprašanja? Ja, izvoli. Vprašanje bi jaz v bistvu nekaj na drugo temo. Zanima me... A lahko najprej kakšno vprašanje na to dvoje? Ok, potem... Ja. Zanima me, pred kratkim ste uvedli disciplinski postopek zoper izvršitelja Marjana Hojsa, pa me zanima, na podlagi katerih ugotovitev pravzaprav do kakšnih kršitev je prišlo in kaj to pomeni, če boste poostrili nadzor nad izvršitelji oziroma uvedli kakšne ostrejše pogoje, da se to počne, vemo, do sedaj ni potrebna niti minimalna izobrazba in tako naprej. Kaj se bo na tem področju delalo naprej oziroma če gre za kakšno obširnejšo akcijo? V tej državi velja, da nihče ne more biti neodgovoren, ne funkcionar, ne uradnik in tudi izvršitelj ne. Izvršitelj opravlja pomembna pooblastila v izvršilnem postopku in če krši pravila službe, potem je v skladu z zakonom lahko podvržen disciplinskemu postopku. V tem konkretnem primeru sem prejel prijavo domnevne disciplinske kršitve. Na osnovi analize, ki smo jo naredili na Ministrstvu za pravosodje, smo ocenili, da obstajajo elementi za začetek tega postopka. Postopek je tak, da se v nadaljevanju izvede posebna obravnava, kjer ima tako izvršitelj kot tudi prijavitelj možnost predstaviti svoje argumente. Na koncu pa se seveda v tem postopku odloči o tem, ali je disciplinska kršitev bila storjena ali ne, in odvisno od tega in odvisno od teže te kršitve je potem seveda odvisna tudi sama sankcija, če se minister zanjo odloči. Sankcije pa varirajo vse od opomina pa do najstrožje sankcije, ki je lahko tudi v prepovedi opravljanja te službe, ali določeno obdobje, ali pa za trajno. V tem trenutku je seveda preuranjeno napovedovati, kakšen bo izid tega postopka in bo treba pač počakati, da se izvede pošten disciplinski postopek. Hvala, minister. Hvala.